Lep pozdrav. Vlada je danes sprejela opredelitev Republike Slovenije v sodnem postopku v zadevi Evropska komisija proti Republiki Sloveniji v tožbi z dne 17. aprila 2019. Evropska komisija je pred sodiščem Evropske unije vložila tožbo zoper Slovenijo, v kateri v zvezi z hišno preiskavo in zasegom Banke Slovenije dne 6. julija 2016 očita dve kršitve, in sicer kršitev nedotakljivosti arhivov Evropske unije ter kršitev lojalnega sodelovanja zaradi nekonstruktivnega razpravljanja slovenskih organov z Evropsko centralno banko pred in po hišni preiskavi. Osrednje vprašanje, ki je predmet nesoglasja med Komisijo in Slovenijo, je tem, kako tolmačiti arhiv Evropske unije. Komisija se zavzema za zelo široko razlago pojma, po kateri dokumenti povezani z izvajanjem nalog Evropske centralne banke in evrosistema v prostorih Banke Slovenije uživajo zaščito po pravu Evropske unije kot arhiv Evropske unije oziroma tudi arhiv Evropske centralne banke. Slovenija se s tako zelo široko razlago pojma arhiv ne strinja, ker stališče komisije bi v praksi pomenili tudi zato, da bi bilo potrebno v takšni preiskavi vnaprejšnjo soglasje Evropske centralne banke, kar pa je za Slovenijo nesprejemljivo, saj je po našem avtonomija organov pregona bistvena prvina pravne države in tudi element presenečenja je pri teh tovrstnih preiskavah ključen. Odgovor na tožbo bo pred sodiščem Evropske unije vložilo državno pravobranilstvo do 3. julija 2019, ko se izteče tudi rok. Za pomoč pri pripravi odgovora je vlada ustanovila posebno medresorsko delovno skupino, ki jo vodi Ministrstvo za pravosodje. V tej skupini sodelujejo tako Ministrstvo za finance, Ministrstvo za notranje zadeve, GPU, Ministrstvo za zunanje zadeve, Državno odvetništvo, kot sem že rekla, in UKOM. In Slovenija bo v odgovoru na tožbo Evropske komisije zavrgla vse očitke komisije, da so slovenski organi kršili načelo lojalnega sodelovanja. Mi prosimo za razumevanje, ker pred tem, dokler ne bomo tudi uradnega odgovora na tožbo dali, ne bomo razkrivali taktike, tako da je to tak grob, okviren oris postopka, ki je bil sprejet do sedaj. Hvala.